V zadnjih 6 letih sem poskušal razviti najmočnejše in najučinkovitejše motorje, ki delujejo na stisnjen zrak. Od vzmetno aktiviranih vstopnih ventilov do membransko gnanih batov. Kaj je naslednji korak za povečanje zmogljivosti motorja? Naredite ga preprostejšega. To je verjetno najpreprostejša zasnova zračnega motorja, saj potrebuje le ta krogelni ventil na vrhu in zatična bat, da odpre ventil. Prej sem že poskušal izdelati to zasnovo, pa mi je ni uspelo spraviti v pogon. Ampak obstajajo ti motorji, ki delujejo na visokotlačne jeklenke z ogljikovim dioksidom in uporabljajo prav točno to zasnovo krogelnega ventila. In mislim, da je razlog v tem, da se močno zanašajo na zračno tesnoben bed, kar mi še ni uspel doseči. Ko se bat premika proti vrhu valja, odpre ventil in napolni val z visokotlačnim zrakom. Nato, ko se ventil zapre, v val ne more več vstopiti zrak. Zato je bistveno, da nič ne uhaja okoli bata. Ko se bat premika navzdol, preide pod izpušne odprtine, kjer se sprosti preostali tlak, nato pa vztrajnik s svojo vztrajnostjo potisne bat nazaj navzgor, da se cikel ponovno začne. Če pa je batni zatič predolg, bo prezgodaj odprl krogelni ventil, kar lahko povzroči povratni vžig motorja. Zato mora odpreti krogelni ventil čim pozneje v ciklu. Prav tako, ko se bat premika nazaj navzgor, stisne zrak nad seboj, saj se prostornina zmanjšuje. Ta zrak pa ne sme biti pod višjim tlakom kot dovod zraka. Sicer bo zrak stekel nazaj v rezervoar. Velika prostornina nad batom pa zmanjša to kompresijo. Torej, čeprav gre za preprosto zasnovo, je veliko stvari, ki jih je treba pravilno nastaviti. Torej, najprej poskusimo ustvariti zračno tesnilo bata. Da bi to dosegel, sem s stiskalnikom Form 3 Plus iz smole natisnil val in bat v 3 dimenzijah, da bi bile površine gladke. Ko sem na bat namestil O-tesnilo, se je zdelo, da ustvarja tesnilo, vendar je bilo pretesno ob valju. Tudi iz nekaj maziva je bilo veliko trenja, zato sem moral le prilagoditi velikost bata, da zmanjšam kontaktno površino O-tesnila. Vendar nisem prepričan, da bo popolnoma zrakotesno. Naslednji korak je tiskanje ohišja motorja in ročične gredi, ki sem jo natisnil iz PLA na svojem Prusa Mark III. Nato lahko ležaj nataknem na ročično gred in jo vstavim v ohišje motorja. Za ojnico, ki povezuje bed z ročično gredjo, uporabljam le majhen, ukrivljen kos žice, saj se je to izkazalo za učinkovito pri mojih starejših motorjih. Nato lahko bat zdrsne na žico, val pa se namesti čez to. In na koncu se na vrh namesti še kroglica za sesalni ventil in priključi dovod zraka pod visokim pritiskom. Ampak, ali bo deloval? Nisem pričakoval, da bo uspelo že v prvem poskusu, pravkar sem opazil nekaj zelo zanimivega. Tesnilo sploh ne tisni, ko je bilo okoli 60 do 70 funtov na kvadratni palec. Zdaj pa je pritisk 80 funtov na kvadratni palec. Ko potisnem bed do vrha, pa tisni. Na začetku pušča, nato pa pritisk povzroči, da se tesnilo razširi in dejansko zatesni ob steno. Ker pa ta motor ne bo deloval pri pritiskih nižjih od 80 funtov na kvadratni palec, sem natisnil še en bed, ki je nekoliko večji, a ima še vedno nizek trenja. To omogoča, da se tesnilo zatesni pri precej nižjih pritiskih, motor pa deluje presenetljivo dobro, glede na to, kako preprost je. Ampak lahko bi bilo še bolje, če bi motor napolnili z več maziva. Vizualno lahko vidimo pretok zraka iz izpuha. In ker O-tesnilo potrebuje delček sekunde, da se zatesni, gre precejšnja količina zraka mimo bata in ven skozi izpuh. Kakšna je torej rešitev za to? Naredil bom lastno tesnilo bata. To novo tesnilo bata ima prirobnico na vrhu, ki se razteza in krči glede na pritisk nad njim. Tako, ko se premika navzgor proti ventilu, omogoča zraku, da teče okoli bata. Ko se ventil odpre, pa zračni pritisk povzroči, da se razširi in zatesni ob val. Upam, da bo boljše, kot je bilo tesnilo z obročkom. Te kalupe sem natisnil s 3D tiskalnikom in kupil dvokomponentni silikon. V bistvu je enako kot uporaba epoksi lepila, samo dodaš obe komponenti skupaj in premešaš. Potem lahko počasi kapljam silikon v kalupe in ga pustim, da se usede z ene strani, da preprečim ujetje zraka. Naslednji dan lahko s to nožem odstranim tesnila iz kalupov in izgledajo res dobro. Ampak bo delovalo? Deluje, vendar zahteva tudi veliko maziva. Po drugi strani pa se zdi, da uhaja precej manj zraka okoli bata, ko se odpre vstopni ventil.
Potrebne so le nekatere spremembe v zasnovi, da bi zmanjšali trenje. Mislim, da je vzrok tega trenja v tem, da celotno tesnilo pride v stik z valjem, namesto da bi se dotikala le zgornjega dela roba. Torej, to je novo zasnovano tesnilo, ki se proti dnu zožuje. In upam, da tudi če se celotno tesnilo razširi, se spodnji del ne bo razširil toliko, da bi prišel v stik z valjem. Opazil sem tudi, da je staro tesnilo vsebovalo veliko mehurčkov, ki so verjetno nastali med postopkom mešanja. Običajna rešitev za to je, da silikon postavimo v vakuumsko komoro, da se mehurčki razširijo in odstranijo. Nažalost pa nimam vakuumske komore, zato bom moral uporabiti naslednjo najboljšo možnost. Brizga. Če posesam silikon v brizgo, lahko zaprem konec in povlečem bed nazaj, da ustvarim vakuum. In zdi se, da širjenje mehurčkov deluje. Po nekaj minutah lahko spustim zrak nazaj noter in zdi se, da je silikon brez mehurčkov. Poleg tega je z brizgo veliko lažje spraviti silikon v kalup. Naslednji dan lahko odstranim tesnila in preverim, ali je moja poceni vakuumska rešitev delovala, kar je glede na odsotnost mehurčkov zagotovo uspelo. Motor še vedno deluje, vendar ko si ogledam upočasnen posnetek, tesnilo se še vedno razteza veliko bolj, kot sem pričakoval, in ustvarja veliko kontaktno površino s cilindrom. Mislim, da bomo potrebovali nekoliko manj prožen material za tesnilo. Ta nova gumijasta snov ima veliko višjo trdoto po Shorrovi lestvici. Medtem ko je bil prejšnji silikon trd kot gumimedvedek, je to bolj podobno rederki za svinčnik. Hitro sem ugotovil, da je zaradi tega odstranjevanje iz kalupov prava nočna mora, tudi če dodam te zavihke za odstranjevanje. Na koncu mi je enega le uspelo odstraniti in sem ga lahko preizkusil. Vendar je bil material pretrd in motor bi za delovanje potreboval skoraj 80 funtov sile na kvadratni palec, podobno kot pri prvotni zasnovi z O-obročkom. Nadaljeval sem s testiranjem različnih batnih tesnil. Uporabil sem mehki silikon in trdo gumo, vendar napredek ni bil najboljši. Potem sem se spomnil, ta postopek se imenuje raziskave in razvoj, z razlogom. Jaz pa sem se do zdaj osredotočal le na razvojni del. Tako sem pred kratkim brskal po eBayu in našel tole, originalno letalo na zračni pogon Airhawks Skyshark. Ko smo že pri morskih psih, ta video sponzorira Surfshark VPN. VPN je navidezno zasebno omrežje, ki ga lahko prenesete na svoj računalnik, mobilni telefon in tablico. Da ohranite svojo spletno identiteto varno, tako da šifrira vse informacije, ki jih pošiljate med svojo napravo in internetom. In prav tako lahko zamenja dejansko lokacijo vaše naprave z novo, tako da lahko virtualno potujete v katerokoli državo po svetu. To vam prav tako omogoča, da spremenite svojo virtualno lokacijo in dostopate do knjižnic ter pretočnih storitev iz drugih držav. Tako ne zamudite oddaj, ki niso na voljo tam, kjer trenutno ste. Surfshark ne spremlja, ne sledi in ne shranjuje tega, kar počnete na spletu. Lahko pa ga nastavite tako, da vas opozori, če so vaši podatki, kot so gesla, ogroženi zaradi slabo zavarovanih spletnih strani. Zato resno razmislite o prijavi na Surfsharkovo navidezno zasebno omrežje. In če uporabite promocijsko kodo Tom Stanton ali povezavo v opisu, o prijavi dobite 3 mesece brezplačno. Zato si danes oglejte Surfshark. Stanje tega je praktično kot novo, saj še ni bilo niti odvito iz embalaže, kar je presenetljivo za 25 let staro igračo. In ene takšne nisem videl, odkar sem bil otrok. No, pravzaprav sem imel kasnejšo različico, saj sem bil star le 3 leta, ko je bil ta model izdan. In prav ta igrača je bila navdih za mojo pot s kompresorskimi zračnimi motorji. A hitro sem ugotovil, da sem se zadnjih 6 let motil. Moj prvi tridimenzionalno natisnjen zračni motor, ki sem ga izdelal leta 2017, je temeljil na zasnovi Airhawksa, oziroma vsaj na tem, kako sem mislil, da deluje. Ideja je bila, da bi majhna vzmet na vrhu bata držala vstopni ventil odprt, medtem ko bi bat pomikal navzdol. To je bila res preprosta zasnova, vendar je imela nekaj težav z zanesljivostjo, saj je bila vzmet precej nagnjena k okvaram. It seems the piston seal is far thinner than any of my designs. Vendar pa, ko sem si ogledal dejanski Airhawks motor, je vzmet zagotovo tam. Prav tako pa je na batnici ta zanimiva zasnova tesnila. Da bi natančno videl, kaj se dogaja, sem odstranil nekaj pene trupa, saj je bila pritrjena z vročim lepilom, prav tako pa sem odstranil originalno plastenko. NATO lahko tridimenzionalno natisnem na vojni adapter, da poganjam motor s svojim kompresorskim zračnim virom. NATO ga lahko pritrdim na mesto z drugim nosilcem, da lahko posnamem nekaj počasnih posnetkov, in uganite kaj, popolnoma sem se motil glede batne vzmeti, kar pomeni, da je bil moj prvi motor pravzaprav edinstvena zasnova. Hkrati pa pomeni, da je moj najnovejši zračni motor v bistvu kopija te zasnove Airhawks izpred 25 let.
Nisem si želel razstaviti tega motorja, ker sem se bal, da bi ga pokvaril, ampak nekako je kos umazanije prišel v val, ki se je nato zataknil v sesalnem ventilu in preprečil delovanje motorja. Tako sem ga moral vseeno razstaviti. Zdi se, da je tesnilo bata precej tanjše kot pri katerikoli od mojih zasnov in uporablja trdo gumo, podobno tisti prozorni, ki jo imam. Poleg tega bat v resnici ni pritrjen na ojnico, ampak je tole ohloben krogalni zglob, kar bom morda moral tudi sam posnemati, ker sem po daljšem testiranju našel sledove obrabe na eni strani cilindra, zaradi tega, ker ojnica izvaja torzijsko obremenitev na bat. Nato sem izdelal testno napravo za merjenje potiska, da bi ugotovil, ali je zasnova tega Airhoga sploh vredna nadaljnjega raziskovanja. Gathered from the Airhogs engine and build our own. To create such a thin wall piston seal, I printed a positive mold of the seal and used silicon to create a negative mold. This means the final mold will be flexible, which not only helps with. To so podatki o potisku iz mojega prejšnjega najboljšega diafragmatskega zračnega motorja, z največjim potiskom 1,18 N in časom delovanja približno 60 sekund. In to je motor Airhogs. Razumljivo je, da proizvede precej manjši največji potisk, saj propeler veliko manjši kot tisti, ki sem ga uporabil na svojem starem motorju, toda čas delovanja je precej daljši. In če izmerimo površino pod grafom, dobimo impuls motorja, kar je merilo njegove učinkovitosti. Prej sem to razložil kot milje na galono, vendar je v resnici potisk, pomnožen s časom, na 2-litrski plastenki pri 60 funtih na kvadratni inč. To je dalo impuls 39,7 Nm, za primerjavo pa je imel moj stari motor impuls le 24,6 Nm. Torej, vzemimo te podatke zbrane iz motorja Airhog in zgradimo svojega. Da bi ustvaril tako tankostensko batno tesnilo, sem natisnil pozitivni kalup tesnila in uporabil silikon za izdelavo negativnega kalupa. To pomeni, da bo končni kalup prožen, kar ne le pomaga zapolniti vse reže brez zadrževanja zraka, ampak ko se guma posuši, lahko tesnilo bata enostavno odlepi od kalupa. Nato lahko tesnilo prilepim na bat, da zagotovim, da se bo premikal samo rob. In ta novi bat ima tudi notranjo kupolo za ležišče, kjer se lahko poveže ali pa tudi ne poveže ojnica. Edina težava je, da še ne deluje. Tesnilo bata se razširi, kot je pričakovano, vendar malo preveč, skoraj do te mere, da se izvrne. Medtem ko delam na nekoliko debelejši zasnovi, odločil sem se, da naslednji dan ponovno preizkusim motor in, zagnal se je popolno. The old engine required this initial air storage section. Mislim, da je bil razlog za to ta, da guma potrebuje nekaj dni, da se popolnoma strdi. Zato še ni bila povsem utrjena, ko sem opravil prvi preizkus. Še vedno ni popolno, saj se skoraj da obrne navzven, vendar je dovolj, da drži in ohranja zračno tesnjenje. Torej, kako se bo obnesel na testnem stojalu za potisk? Back after each cycle, and you can definitely hear the difference in performance. Preden si ogledam podatke, lahko že zdaj povem, da deluje zelo dobro. Saj so obrati na minuto precej visoki in traja kar 2 minuti, da zmanjka zraka. Zdaj, spomnite se, ta graf prikazuje moj doslej najboljši zračni motor. No, tukaj je potisk novega motorja. Ni samo, da dosega 56% večji največji potisk, ampak je tudi čas delovanja skoraj dvakrat daljši, kar daje impuls 73,6 Nm, kar je približno 3-krat večja učinkovitost. To se zdi, kot da ne bi smelo biti mogoče. Ampak če si podrobno ogledamo moj stari motor, je jasno, zakaj je stari motor potreboval ta začetni zračni rezervoar kot del dvostopenjskega dovodnega ventila. Kar pomeni, da če imamo v motor priteka zrak s tlakom 60 funtov sile na kvadratni palec, se do trenutka, ko pride v val, volumen skoraj podvoji, kar pomeni, da bat občuti le približno 30 funtov sile na kvadratni palec. Poleg tega se veliko energije izgubi pri raztezanju membrane, ki se po vsakem ciklu preprosto povrne nazaj. In zagotovo lahko slišite razliko v zmogljivosti, ko motorja delujeta zaporedoma. As you can imagine, producing more thrust will result in lower efficiency, but just. Po več preizkusih potiska sem začel opažati, da se največja moč zmanjšuje. In zdi se, da je to posledica obrabe bata zaradi udarjanja ob vstopni ventil pri tako visokih obratih na minuto. Zato sem predelal bat, da uporablja kovinski zatič in dodal ta majhen rob, da preprečim prekomerno upogibanje tesnila. Ta novi motor je proizvedel enako največjo silo potiska, vendar je deloval dlje, kar je, kot lahko zdaj že uganeš, še dodatno povečalo učinkovitost na 121,4 Nm. Skoraj 5-krat več kot moj motor z membrano in 3-krat več kot motor Airhoga. Seveda je naslednji korak, da ta motor namestim na letalo, vendar preden to storim, želim vedeti, koliko potiska lahko iztisnem iz njega. Kaj se torej zgodi, če povečam hod bata? Ta motor ima zdaj hod bata 15 mm namesto prejšnjih 10 mm, kar bi moralo povečati njegov navor.
Kot si lahko predstavljate, bo večji potisk povzročil manjšo učinkovitost. Vendar poglejte, največji potisk te stvari pri 3,75 newtonih. Največji potisk. To je enako kot dvigan približno 380 gramov, kar je glede na skupno težo mojega starega letala na zračni pogon, ki je znašala 240 gramov. To je dovolj, da lahko leti navpično. Seveda je čas delovanja nekoliko krajši, le 1 minuto, vendar še vedno ustvarja impuls 90,6 newtonov sekund. Torej je naslednji logični korak izdelava lahkega letala in nastavitev motorja za ravnotežje med učinkovitostjo in potiskom. Če pa želite to videti v naslednjem videu, se boste morali naročiti. Najlepša hvala za ogled.